Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci, in pozdravljeni v oddaji Koktajl, ki bo vaša družba vse do 21. In čeprav v naši oddaji stavimo na koktajle, seveda brezalkoholne, da ne bo pomota, je tu in tam treba povedati tudi kaj o vinu. To, da imamo v Mariboru najstarejšo vinsko trto na svetu, je vsem jasno, malo manj pa je znano, da je bila na današnji dan leta 1872 v Mariboru ustanovljena deželna sadjarsko-vinarska šola. Od takrat je pridelava vina umetnost, pitje pa je še vedno močno odvisno od trenutnega navdiha. Od njega pa je odvisen tudi Marko Duplišak, ki ne goji vinske trte, ampak ustvarja glasbene videospote. Med drugim je enega naredil tudi za Floro in Paris. Vsako jutro ti ob meni, vsako jutro jaz ob tebi. Je že dolga leta tako, kako bi drugače bilo. Isti obraz, isti čas, tvoj korak, najno srce. Drug mimo drugega strmiva, vsak za sebe hrebeniva. A sva morda, kot olje in voda, kot olje in voda. Se v drugem nikdar ne stopiva, ker eden drugega spodriva ali prekriva. Vsako jutro ti ob meni, vsako jutro jaz ob tebi. Je že dolgo res tako, kako brez tebe bi bilo. A samo zato, da sama ne sediva, se še zdaj le za roko drživa. In ker se pač drugih s tem bojiva, med svojimi nič ne spremeniva. A sva morda, sva res morda, kot olje in voda, tema in svetloba.
Ja, Floro smo v naši oddaji že gostili ljubiteljskega videografa in režiserja glasbenih spotov, pa še ne Marko Duplišak. Dober večer želim. Pozdravljeni. Tega termina videograf, videografija v slovenskem prostoru ni ravno najbolj pogost. S čim se ukvarjate? Jaz bi rekel, da sama videografija, kot smo rekli že prej, zajema večinoma celoten spekter od same predpriprave do tehnične plati in do same izvede in na to končnega produkta. V takem smislu si jaz razlagam to videografijo. No. Torej, če preneseva to v videospot, ki smo ga zdaj videli, Ja. tvoje delo pri tem je bilo kakšno? Vse. Vse. Torej, od scenarija do Popolnoma vse. posnetkov? Ja. Ja, tako sem omenil, tehnično plat v začetku, potem samo snemanje in pa postprodukcija in končni izdelek. Tako da predpriprava, priprava in končni izdelek. Kakšno je razmerje med to produkcijo nečesa in potem postprodukcijo? Ja, zdaj je čisto odvisno, za kak spot gre, ne? Odvisno, kako zgodbo se hoče povedati. Danes bazira veliko na postprodukciji, no? Kar se vidi, kar se tiče barv, kadriranja, tako po vsakem filmu, ampak se pravim, to je pa čisto odvisno, zakaj gre, ne? A se gre čisto za domač povedano simple video spot, ali se gre bolj kakšne kompleksne stvari delati. Koliko si jih ti že ustvaril? Na pamet, ne vem na pamet. No, pa povej v letih, koliko časa se že ukvarjaš s tem. Glih to je najbolj zanimiva stvar, ker nekaj časa, mislim, že dolgo, sem si vedno želel delati videografijo oziroma z videoprodukcijo in nikoli ni bilo možnosti. In to delam recimo zdaj 2 leti, no, maksimum, in v tem času se človek dosti nauči. Ne. Kar mi je zanimivo pri tebi je to, da si po osnovni izobrazbi agronom, Tako. ki pa z videografijo ali pa Nima videoprodukcijo nima ravno najbolj. veliko skupnih točk. Ne? Nima, ne. Kako si zašel ali pa šel na to pot? Jaz bi rekel, da vedno je bila želja, ne. Vedno je bil fotoaparat zraven, vedno je bila kamera, kadrirani filmi, vse je bilo zanimivo, vse je bilo super. Ampak nikoli ni bilo te možnosti speljati to na nek bolj profesionalni nivo, vedno je bila tista amaterska stvar. Ne. In ko se je pojavila možnost, da to se le prenese na sam film oziroma digitalno obliko, sem takoj pograbil. Tako da kar se tiče moje izobraževalne smeri, bi rekel, da je tole zgolj nek plan B oziroma tista varna mreža. Ne? Ampak delati nekaj, kar uživaš in pa če te to usrečuje, se mi zdi, da to je najbolj pomembna stvar. Prava ljubezen očitno je videografija. Tako je. Koliko svobode imaš ti kot svobodni ustvarjalec nekih izdelkov? Jaz bi rekel, da popolno svobodo. Vedno? Ne. Ne. Je pa odvisno, odvisno od dogovora. Ne? Ampak se mi zdi, da vedno znova in znova vsak projekt, ko pride na novo, se mi zdi, da mi pusti odprte roke. No. Tok je zaupanje, ne? Do nekega zaupanja mora priti, ne? Ampak se mi pa zdi, da je kar dosti. Zaenkrat še imam zelo odprte roke, no? To je zelo fajn. Kaj narediti, če te pokliče naročnik in si želi videospot od tebe, tebi pa skladba ni všeč? Zelo dobro vprašanje. Težko. Težka, ne? Težka. So že bili. Odvisno, koliko je denarja. Ne, ni tu, denar nima nobene veze. Je samo, a ti je stvar všeč, a si pripravljen na to, če vidiš to neko vizijo. Ker je najbolj pomembna stvar, da, tako sem rekel, prenesti to idejo na film in to zgodbo povedati, ker je le nek storytelling. Ti govoriš neko zgodbo in to prenesti na tisto digitalno obliko je najbolj pomembno. Ne govorimo o denarju, to je mogoče nujno zlo, ampak pri meni mi je zelo pomembno, da je artist zadovoljen, enako jaz. Je pa zelo delikatna stvar, če ti skladba ni všeč. Ja, ne, je težko kaj dobrega narediti. Zelo težko padeš noter in narediš nekaj res zelo dobro kreativnega. Zdaj, za vse tiste, ki imajo ali pa imamo doma ali kamero ali fotoaparat, pa bi radi z njim nekaj posneli. Nekaj osnovnih napotkov, kaj naj naredimo, da ne bo potem slika To je zdaj čisto delikatno vprašanje, odvisno kakšna kamera se gre, kak fotoaparat je, ampak vsak tisto, ko bo snemal, tisto, ko snema že dlje časa, bo rekel samo primi kamero v roko in delaj. In delaj in snema. Ni nobenih najboljših napotkov, ni najboljših smernic, ampak samo primi kamero pa snema. Upam, da si bodo to zapomnili. Marko, hvala za obisk v tudi pogovor. Veliko uspeha želim. Lepša vam tako. In zdaj k današnjemu srednjemu glasbenemu gostu. To je kantavtor iz Kopra, Aleksander Novak.
tvojih mislih in tvojih sanjah še dovolj luči. Ko hodiš sem in hodiš tja, še čutiš svojo kri in si ti. Stopiš gor, stopiš dol, potem te ne skrbi. Gledaš mene, vidiš sebe, katerih barv so najine oči. Vedno znova iščem te, včasih ne vem, kje si. Pridi bliže, spoznajva se, pokaži mi, kdo sem, kdo si ti. Greva tja do ljudi, kjer samota ne boli. Kakorkoli obrača se, tu svet se lepši zdi. Gledaš mene, vidiš sebe, katerih barv so najine oči. Ko ne vidiš več pomena in vračaš se domov, ko želiš si spet objemaj, veš več, kam bi šel. Ko ne zmoreš več bremena, pa bi ga lahko še kdaj. Kdaj pa kdaj dogaja se, previsoko se ti zdi. Kadarkoli spomni se, da sva na istem jaz in tudi ti. Kdaj pa kdaj sprašuješ se, ko prekleto zaboli. V tvojem srcu bistvo je, tu je moč. Gledaš mene, vidiš sebe, katerih barv so najine oči. Ko ne vidiš več pomena in vračaš se domov, ko želiš si spet objemaj, ne veš več, kam bi šel. Ko ne zmoreš več bremena, pa bi ga lahko že kdaj. Naslednje minute pa namenjamo folklornemu plesu v osnovnih šolah. Letega bi bilo po mnenju upokojene učiteljice Nežke Lubej in ravnatelja na osnovni šoli Limbuš Rada Vuteja smotrno oživiti. Dober večer, želim obema. Pozdravljeni. Zakaj menite, da bi bilo to dobro narediti? Na to idejo oziroma na to razmišljanje mi je pravzaprav navedla ena zgodba, ki sem jo na prelomu tega tisočletja doživel na enem seminarju, ko je gospa iz Gorenjskega, ki se ukvarja z kulturno dediščino, nekako rekla takole: se zavedate, da pravzaprav odhajajo, da umirajo ljudje, katerih osnovno orodje je bil plug, je bila brana, je bila kosa. Da odhajajo ljudje, ki so polni in imajo veliko znanja o plesu, o pesmi, o izročilih naše Slovenije, torej slovenske etnografske zgodbe. In ko sem imel potem možnost kot predsednik Rotary kluba Maribor Lent v ustanovnem letu 2009, ko smo se ustanavljali, smo v naš program zapisali dolgoročni program
ohranjanje kulturne dediščine ali, kot rečemo zdaj, folklora v šolo. In z izobraževanjem 30 novih mentorjev, z festivalom, torej festivali, ki bo, torej jutri bomo imeli že 3. festival, z delom po šolah smo spet resnično oživili folklorno dejavnost, ki je včasih delovala gospa Nežka se bo spomnila, v okviru PIK-udov, torej pionirskih kulturno-umetniških društev na šoli. Koliko let je že to nazaj? To je 20 let, 25 let nazaj. Pa še nekaj se je zgodilo v tem času. Tudi vsi tisti mentorji oziroma mentorice, ki so takrat vodili folklorno dejavnost, so šli v pokoj. Niso pa na nek način pustile za seboj nekoga, ki bi to folklorno dejavnost nadaljeval. In je pravzaprav bilo v enem določenem času, razen na redkih šolah, en krasen primer, kjer je zadeva delovala skozi kontinuirano, je osnovna šola Preživega Voranca, tam, kjer je gospa Nežka Lubej delovala, oni imajo leto že 35-letnico. Tam je stvar tekla kontinuirano, pri katerih se pa je zgodilo to, da je enostavno 10 ali pa 15 let folklore na šoli ni bilo več. Nežka Lubej, in zato ste vi tukaj, ne? Da boste v bistvu ponovno mlade učili plesati, se veselite izziva? Pravzaprav to počnem že vseh 50 let, tako rekoč. In je pač tako. Prihajajo mlajši, mladi, potem to delo je zelo težko, zato ker sam ples, ni sam ples, je pogojeno še z glasbeno spremljavo, jo imaš ali je ne dobiš, s pevskim izročilom, so pevci, niso pevci. In potem pa seveda kostumska podoba je še tudi pomembna. In pomembno se mi zdi tudi, da je zanimanje otrok, ne, za ples. Veste, tako je. Če je na šoli, če se ustanovi in če je to dobro zastavljeno, potem tudi, če je 9 skupin otrok, recimo poznam en primer, bom rekla kar Ruše, pred leti je začela ena, ker v Rušah skoraj nikoli ni bilo, je začela, pa je rekla samo 9. Jaz sem rekla, obleči jih lepo, jih bo 9, zdaj jih ima ne ve kam z njimi. Ker prvo, kar je obleka dela človeka, to je zelo zanimivo, ne? In potem pa vsak vodja mora biti resnično utrjen v teh težavah, koliko se ob delu nahaja. Otroci pa v glavnem radi prihajajo. In ravno to je pomembno, ne? Neka osnovna sredstva, v bistvu, da lahko sploh začnejo otroci plesati, ne? Da imajo kostume. Ravno s tem se... Ja, osnovna sredstva za začetek niti niso potrebna, ne? Ko se nekaj vzpostavi in ko ti otroci začnejo obvladovati tehnike plesa in da naštudirajo določene postavitve, je pa že skoraj potrebno, da imajo torej tudi noše. In tu smo tudi v Rotary klubu Maribor Lent zastavili tako, da smo zdaj že 4 šole opremili z 20 kompleti narodnih noš štajerskih, kjer je spet gospa Nežka Lubej so svojo energijo zraven in pravzaprav so te noše njeno, rekel, delo. Na tak način tu izgleda skupina čisto drugače. Namreč dogaja se celo to, da nekatere skupine, bomo rekli na obrobju Maribora, gostujejo celo v Avstriji. In če zdaj v Avstrijo pridejo sicer od ples, pa nimajo noše, to je, bom rekel, izgubljena identiteta naroda. Torej, plešejo, pa nimajo nož, to ne gre. Torej, skupine potrebujejo in pravzaprav morajo imeti. In to je ravno tisto, kar moramo priučiti otroke, ne? Identiteto in kulturo naroda. Obema hvala za v bistvu sodel pogovor. Veliko uspeha želim tako pri učenju, poučevanju, kot pri zbiranju sredstev za otroke in noše. Hvala vam. Zdaj pa ponovno prisluhnimo Aleksandru Novaku. Naslednja skladba pa se imenuje Obljubljena. Zanjo pravi, da želi v njej izpostaviti moč in hkrati globino nekega trenutka ter enkratno doživetje v vsej svoji popolnosti. Prisluhnimo.
greva proč, greva nekam za lahko noč. Pridi punca, greva stran, danes prišel je tisti dan. Nisi pozabljena, danes si mi ljubljena, si lahko malo zaljubljena, bova iskala pot do tja. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Danes v igri s vami dva, danes je pot, kjer sva doma. Pridi punca, greva tja, je padla noč za naju dva. Danes je najina ulica, danes je pesem za naju dva. Danes na vse pozabiva, za naju šteje utrip srca. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in pridi punca. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Hej, 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 greva zdaj, greva do konca in naprej. Prejšnji petek so se v Sočiju začele paraolimpijske igre, ampak naslednje minute bomo posvetili bolj obrobnemu dogajanju, ki na prvi pogled nima kaj veliko opraviti z zimskimi športi. Že jutri v Soči potuje inštruktor potapljanja Branko Ravnak. Dobro večer želim. Dobro večer. Te minute bodo pa priložnost tudi za vas, gledalke in gledalci. 02420 1244 in 02420 1250 sta telefonski številki. Pokličite, imam pripravljeno nagradno vprašanje, nagrada pa majica. Nagradno vprašanje pa seveda povezano z glasbo. Zdaj pa nazaj na potapljanje. Marsikdo vas pozna, predvsem ljubitelj podvodne fotografije in filma. Malo kdo pa ve, da ste inštruktor potapljanja in s čim pravzaprav se ukvarjate. V bistvu se ukvarjam, v glavnem se ukvarjam s potapljanjem ljudi po poškodbi hrbtenjače ali pa s posebnimi potrebami, smo včasih rekli. To počnem zadnjih 12 let in v bistvu na tej poti se je zgodil potem mednarodni simpozij, kjer smo povabili tuje strokovnjake, potem se je zgodil razstava fotografije in na koncu pred 6 leti tudi festival podvodnega filma Sprehodi pod morjem. Ampak razlog, zakaj ste začeli se ukvarjati s tovrstnim potapljanjem? To sem enkrat že povedal, ker sem bil razočaran nad potapljaško srednjo slovensko, ki v bistvu še vedno živi v drugem svetu. In takrat nekje sem odšel iz podvodnih reševalnih hecev in podobnih in v bistvu sem šel prek ceste vprašati invalide, če bi se invalide manj zmožne in tako dalje, so še vedno ne vem, kako se jim reče, in pač vprašal, če bi se potopili. In zgodba se je začela pred 12 leti in je danes nekje v bistvu prešla meje naše države in so jo spoznali od zunaj veliko bolj kot pri nas. Kar je pa tudi ponavadi se dogaja v Sloveniji, taka klasična zgodba. Ja, to je fajna zgodba. Zakaj greste v Soči? V Soči grem na povabilo... Marsikdo vam zavida, ne? Ja, zato nisem upal povedati čisto do danes. Na povabilo predsednika Ruske zveze za šport invalidov, gospoda Flura Nurligajanova, ki je tudi podpredsednik vse Ruske zveze invalidov, ki jih je na milijone. On je bil gost pri nas lani konec leta. Potujem v Soči jutri zjutraj, kjer bo predstavitev za udeležence paraolimpijskih iger potapljanje. Metoda IDA, ki smo jo razvili Slovenci,
in bom z ruskimi kolegi v bistvu v 2 dneh poskušal pokazati tudi gibanje pod vodo oziroma gibanje oni na snegu, mi pa v drugi agregatni obliki. Je za zanimanje že veste kaj? Kakšno je? Zdaj v bistvu bolj ali manj program je znan, ne vemo pa, kaj se bo zgodilo. V bistvu noben nima predstave, kako bo zgodba šla. V Adler Areni imamo bazen, ki v sklopu Adler Arene je bazen in 6 ur imamo na razpolago vsak dan, 2 dni, ostalo pa bomo videli. Presenečenje, ne? Ja, je super. Kot je vsako leto tudi presenečenje, festival podvodnega filma Sprehodi pod morjem. Ta mednarodna udeležba, skoraj da največji tovrstni festival v tem delu Evrope. Zdaj v bistvu lahko rečemo pošteno, da je največji. Ali pa saj najbogatejši po produkciji, oziroma po filmih, ki jih prikazujemo. V bistvu med Marsejem, Moskvo in Beogradom obstaja še Češka, potem pa praktično v Evropi ni nekega velikega omembe vrednega festivala podvodnega filma in mi smo za Sprehodi pod morjem nekje popolnili to praznino na zemljevidu in jadransko regijo praktično pokriva ta festival, ki moram priznati, da je bolj revijalnega tipa. Mi v 6 izdajah še vedno, bom rekel, nimamo tekmovalnega programa, ampak zbiramo najboljšega med najboljšimi. Mi pridobimo najboljšo bero tekočega leta in potem pokažemo v bistvu obiskovalcem, ki jih je vsako leto več. Letos kljub tej največji katastrofi naravne zadnjih let je bila dvorana polna, tako da se bo bolj strah potem, kako bojo odšli, ne kako so prišli. Imamo v Sloveniji kakšne mogoče zvezde podvodnega filma, pa jih verjetno ne poznamo? Zdaj v bistvu ta zadeva je nekako bolj, bom rekel, žalostna, tako ste prej rekel, zunaj so bolj znani ljudje kot pri nas. Jaz moram povedati, Marjan Richter je oče podvodnega filma slovenskega. On je skupaj z brati Kuščer bil tudi eden od tistih, ki so prve fotografije delali pod vodo. On je posnel prvi barvni podvodni film na Rdečem morju. V bistvu on je napravil pot vsem ostalim, ki je pa nekako niso potem peljali naprej. Vaš kolega Voje, Andrej, on v bistvu je neka stalnica, ki za oddajo Med valovi pripravlja kratke prispevke. Zdaj v resni produkciji pa ne moramo govoriti, ker v bistvu ni snemalcev. Omeniti treba Petra Lombarja. Peter Lombar je edini Slovenec, ki je v tej samostojni državi dobil najvišjo nagrado v Marseju, ki je najstarejši, največji festival podvodnega filma. Naj bo to tudi hkrati spodbuda za vse Slovence, ljubitelje potapljanja in fotografije ali pa videa, naj na morju še kaj posnamejo. Ja, danes so tu Irena Čok in Vojko Nežmah in Virc, Boštjan in tako naprej. So ljudje, ki so izkoristili prednost teh novih fotoaparatov, ki omogočajo HD snemanje. In v bistvu prihaja, jaz upam, da bo čakali 40 let. In da bo tega čim več. Hvala, Branko, vso srečo do Sočija in nazaj. Hvala. Iz morja in bazenov pa ponovno v glasbi, kot rečeno, zanjo danes skrbita Aleksander in Izi Novak. Spominjam se plesa z njo, ki dala je telo. Ušla mi roka, že pa je, in sprehodila se prek nje. Začutil nežen dih peruti sem in tiho s prsti tipal, kje gnezdo je. Rahel list maja vse, dokler padal ni na tla. Tedaj postal sem njena last, pa mi ti vzela, ona je oblast.
taksi k nebu čakal sem, dobil ga in se odpeljal stran. Spil šampanjc in gledal gorkost sem dekle, ki je od užitka barvo menjala je. Leva roka je objemala telo, desna dlan hotela je slovo. In vroč dotik postal je leden poljub, ni prividel več in ni obljub. Ostal le kratek je pogled za njo, njo, ki dala je telo. In ostal sem njena last, pameti vzela, ona je oblast. Taksi k nebu čakal sem, dobil ga in se odpeljal stran. Med nogami ona je imela past. Taksi k nebu čakal sem, dobil ga in se odpeljal stran. Spomnim se, ko sva čakala, naj rodi se novi dan. Rekla si, da bi ostala, naj moj dotik zapelje stran. Bila je igra na obzorju, zvezda je rodila dan. In ko nič več nisi rekla, sem nežno te zapeljal stran. Zdaj zgubljam zate vse luči, vse lepe barve mojih dni, moj požirek zdaj je tvoj. Čutim tvoj obraz, bom spustil petljo z tvojih las, da uvijem te z menoj. Poizkušam zbrati misli, ko začutim tvoj pozdrav, ki prižgal je mojo pesem, dovišal. To bila je moja ptica, ne
išču, kje si zdaj. Zdaj izgubljam zate vse luči, slepe barve mojih dni. Moj požirek zdaj je tvoj. Kako zdaj čutim tvoj obraz, bom spustil petljo s tvojih las, da ovijem te z menoj. Da ovijem te z menoj. Zate vse luči, slepe barve mojih dni. Moj požirek zdaj je tvoj. Kako zdaj čutim tvoj obraz, bom spustil petljo s tvojih las, da ovijem te z menoj. Ovijem te z menoj. Že na začetku sem povedal, da je Aleksander Novak primorski kantavtor, ki se gotovo odlično počuti tudi na Štajerskem. Aleksander, dober večer želim. Dober večer tudi tebi in vsem gledalcem. Verjetno se ne motim, ne? Počutje na Štajerskem gotovo je odlično, podobno primorskemu. Zelo mi je všeč, klima je zelo podobna, tudi vreme je bilo danes podobno, tako da odlično je. Zakaj ima Primorska toliko kantavtorjev? Pa ne vem, mogoče da morje nekaj tega, pa ne samo morje, tudi Primorci malce severneje. Ne vem, mogoče čutijo vpliv morja ali pa drugače, pa vino imamo tudi dobro. Je lahko kantavtor, je lahko, a ja, to tudi vpliva? Potem? Ja, ne vem, najbrž. Verjetno, ne? Večja ustvarjalnost, ne? Je lahko kantavtor še na kakšnem drugem inštrumentu, razen na kitari? Ja, zakaj ne? Mislim, klavir, harmonika, vse je odprto. Sam bolj ali manj še kaj na klavirju probam. Zakaj ne na harmoniki? Sem slišal nekje, da ste se učili harmoniko. Ja, to pa je res, ja. To pa zdaj ste me zelo presenetil s tem podatkom. Ampak to je bila očetova želja, no. Ampak mogoče glih zato, ker se je oče toliko takrat želel, nisem pol zagrabil, pa se šel na kitaro. No. Zakaj pa pojete, recimo temu, zborni slovenščini, zakaj ne v vašem narečju? Pa ne vem, zdaj, če bi rekel samo to, da bi rad bil odprt tudi za vse ostale, pač, ki živijo izven obale, se pravi vse ostale pač, ljudi, ampak se mi ne zdi. No. Pač pojem za to v slovenščini, ker mi to veliko pomeni, ker mi je ta jezik blizu in bi rad tudi ljudem povedal, da se da napisati lepe tekste. Se narečje ima tudi svoj čar, ne? Recimo Iztoka Mlakarja vedno moramo tako s pristriženimi ušesi poslušati, da razumemo. Pa veste kako je, v bistvu potem pa ti rečejo, da si podoben temu pa unemu, pa ne vem, včasih je fajn, da človek malo beži od podobnosti kogarkoli, seveda pa spoštujem, pač itak in cenim zelo. Se ljudem nam ni nikoli prav, ne, se mi zdi. Ja. To sem jaz rekel, ne vi. Ne? Se spomnite, kdaj ste prvič vzeli kitaro v roke, kdaj ste začeli? Ja, bil sem star 10 let, tako da nekaj zaslug ima tudi moj brat, ki je danes tukaj z mano. Istok. Tako da sva kar skupaj začela s klavirjem, jaz s kitaro in tako da, ne vem, evo, danes po tolikih letih sva v bistvu prvič v eni taki oddaji skupaj. Verjetno pa so pismi, ki ste jih takrat prepevali, igrali, se verjetno precej razlikujejo, ne, od tega, kar je danes. Pa sigurno zoriš skozi leta, ne vem, tudi glede na to svojo slabovidnost, ki mi je pač dana od rojstva, poskušam potegniti najboljše, kar se iz tega da in pač ljudem sporočiti pozitivna sporočila in v bistvu moji teksti so zelo pozitivni, ne, če pozorno poslušaš. Torej, to je želja, kar želite povedati, ali kaj ljudem? Torej, pozitiva je tisto, kar nas lahko reši? Dobro, pozitiva, ja, to je sicer taka splošna fraza sicer, ampak jaz poizkušam te besede ne zlorabljati. Res mislim pozitivno, da bi
da bi se ljudje veselili pač vsakega novega dne in karkoli že pride na pot, je zato, da se premaga in pač problemi so izzivi itak. Komu je namenjena vaša glasba? Mogoče ustvarjate točno za kakšno ciljno publiko? Ne, rad bi bil iskren in vsako pesem znova iskren, da bi ljudje, tudi ne vem, tisti, ki so bili prej, tisti, ki sem jim bil prej blizu, da bi jih ohranil in pač dobil tudi kakšnega novega. Sproti, to je vedno v redu. Ampak no, evo, ta iskrenost, to nimam kaj več od tega reči. Leta 2012 ste izdali album Želel, želela. Česa si želite? Želim si, da bi bila glasba poleg dela, ki ga opravljam, poleg družine, ki mi stoji ob strani in ki mi toliko pomeni. Si želim, da bi lahko z glasbo v življenju pravzaprav šel do konca, z roko v roki. Na sporedu, ali pa k koncu gre tudi izdelava drugega albuma. Ja, tako da, ja, kaj ne rečem. Kakšen bo naslov vse to? Ne, naslov albuma, pa zdaj res ne bi še vedel povedati. Delam s prijateljem, producentom Gabrom Radojevićem in pač z glasbeno ekipo in smo že kar na dobri polovici albuma. Verjetno pomaga tudi kaj brat Iztok? On mi je vedno stal ob strani, če že ni pač s klavirjem zraven, je pa to ali prevoz, prej sem rekel, da pač ta vid malo šepa, prevozi ali pa urejanje kakšnih Facebook strani in podobno, YouTube posnetkov, ki so tudi zelo lični in jih priporočam v ogled, tako da mi stoji ob strani, sigurno. Je bil mogoče on tudi navdih za to, da ste se začeli z glasbo ukvarjati? Ste najprej njega poslušali, pa potem vi začeli? Mislim, najbližje mi je bil v družini, ki se je takrat še bolj resno kot danes ukvarjal z glasbo in zagotovo sem našel njemu enega vzornika takrat. Do očeta, ki je želel, da igrate harmoniko. Ja, on pa danes po moje to gleda in še vedno navija za to, da bomo. Da bi zdaj izza odra potegnili harmoniko in rekli, ta je pa za očeta, pa za igranje. To bi bilo pa res preseneče. Morda pa kdaj res. Ja, hvala vam. Gledalke in gledalci, to je bilo v današnjem koktajlu skoraj vse. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjega torka. Srečno. Besedah pričenjam svoj dan, ob tvojih korakih vem, kod in kam, ob tvojih dejanjih najdem svoj jaz, v tvojih očeh svoj obraz, v igri s tabo diham zrak, v tvojih barvah lahko sem junak, kot je hudo. Rad bi bil brez napak, z menoj je varen tvoj korak. Da bila bi v sebi srečna, da bila bi pesem večna, da bila bi misel polna, da bi oznani tvoj strah, toploto in sanje tvojih zmag, pogled v tvoje oči je kdaj moj poraz, ko si daleč proč, začutim mraz. Da bila bi v sebi srečna, da bila bi pesem večna, da bila bi misel polna, da bi.
da bila bi pesem večna, da bila bi misel polna, da bi bila